Dober večer, spoštovani in spoštovane, pozdravljam vas tako čisto na pragu jeseni in seveda v čast nekako dveh naših področij dela, arheologije in etnologije, ki smo jo tokrat povezali nekako dve vitrini skupaj v eno zgodbo, bi lahko rekli, ker ne glede na to, da na oddaljenost časovno sta nekako povezani. Zelo zanimivo je, da v bistvu je že naslov in sama ta tema vodila kar nekaj pozornosti in odmevov, ampak zagotovo mogoče je to pri arheologiji manj prisotno, ker resnično oddaljeno pri pač nekako sodobnem življenju oziroma nekih časih, ki so nam pa že zelo blizu, pa seveda tema, s katero se vsak v nekem trenutku spopade, nikoli pa ni zelo prijetna, je pa seveda del našega življenja. In seveda mi imamo tukaj v Posavskem muzeju tudi nekako raziskovalko tega dela, oziroma pokopališč, bi lahko rekli, ne, Ivanka Bočkarjeva, ki je o tem sama več povedala. In mogoče se nam je zdelo prav, da enkrat razkrijemo tudi ob arheoloških predmetih tudi etnološke predmete na to temo in tako seveda sta obe kolegici združili moči oziroma vsaka svojega zornega kota predstavljata novi dve posavski muzejski vitrini. Naši stalni obiskovalci veste, da so to resnično vitrine, se pravi vsaka posavska muzejska vitrina je ena vitrina, s katero razkrivamo različne predmete oziroma jih predstavljamo javnosti ali iz naših depojev ali jih povezujemo s posameznimi nosilci našega prostora, kajti že z nazivom seveda pripovedujemo o tem, da skušamo oziroma da izbiramo delce naše dediščine iz celotnega Posavja, torej iz Posavja, ki je dalo ime tudi našemu muzeju že pred skoraj 70 leti. In seveda ta način nam tudi omogoča, da pogledamo včasih tudi te manjše zgodbe, bi lahko rekli, ki pa so enako pomembne in sestavljajo potem tudi to celoto. Torej, to so letošnje vitrine, so mogoče malo drugačne. Začeli smo z vitrino, ki je bila tudi nekaj več ob stoletnici potresa v Brežicah, to je bilo 29. januarja letos. Potem smo nadaljevali z malo obsežnejšo razstavo, povezano z našim projektom Znanje in veščine iz depoja. To je na voljo v tretjem prostoru naše galerije, ki je bila na začetku tudi mogoče v manjšem obsegu zasnovana, a potem, ko je bilo to zelo učinkovito nekako pripravljeno, smo jo tudi razširili. Predhodnica le-te pa je bila tudi vitrina v tem obsegu, kjer so bili predstavljeni predmeti oziroma umetniška dela, umetniški predmeti iz naše umetnostno-zgodovinske zbirke, ki so jih pa konzervirali in restaurirali na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Ta, ki se je pa zdaj poslovila, je bila pa posvečena 80-letnici velike poplave v Podbočju in v tem Podbočju smo preživeli tudi prejšnjo soboto, se nekako odpravili od Levakove jame, ki je tudi arheološko najdišče, do nekako središča vasi in si ogledali tudi tista mesta, kjer so bile najbolj poškodovana, seveda pa teh hiš že dolgo ni več. Torej, sedaj pa nekako do novembra bo se ob pohodu v Viteško dvorano oziroma v ta prostor spoznavali tudi dediščino povezano s temo, ki smo jo tako lepo, smo dali kar dva naslova, se pravi Mrliške šege v Posavju in ta predmet oziroma to grobišče iz dob pri Kostalnici na Krki iz časa pozno bronaste dobe. Se pravi, povezujemo dediščino naše najmanjše občine, vse ustanoviteljice Kostalnice na Krki in predmete, ki so nekako iz vseh krajev Posavja oziroma ki predstavljajo lahko tudi celotno posavsko dediščino. Torej, bomo začeli kronološko, ne? Najprej bo ta svoj del predstavila oziroma svojo vitrino predstavila naša kolegica arheologinja Jana Puhar. Lepo pozdravljeni na odprtju torej zadnje arheološke vitrine letos.
Kot vidite, je v vitrini razstavljen en sam predmet, ki pa je v svojih dimenzijah precej mogočen in impozanten in ima tudi neko svojo zanimivo zgodbo o nastanku in o najdbi, ki jo bom pa zdaj predstavila. Začela bom s tem drugim delom. Torej, spomladi leta 1953 so delavci gozdne uprave v bližini vasi Dobe pri Kostanjevici na Krki na posestvu Karla Kuntariča na ledini, ki so takrat imenovali Kuntaričeva kosta, pripravljali teren za drevesnico. Tam so izsekali kostanje in nameravali posaditi torej smreke in pri delu so naleteli na neko najdbo. Torej, to so bile v zemlji okopane jame, v katerih so bile postavljene lončene posode. Jame so bile ravno toliko velike, da so v njih stale posode, ki so bile torej, takšnih dimenzij. Vse skupaj pa je bilo še pokrito z kamnitimi ploščami. Seveda govorimo o pozno-bronzodobnem grobišču in posoda, ki jo gledamo v vitrini, je žara, v kateri so bili nekoč shranjeni posmrtni ostanki pokojnika. Takšnih grobov je bilo na tem najdišču odkritih 10, s tem, da je ohranjen samo eden danes. 9 je bilo torej uničenih pri delih, 10. grob je pa izkopal profesor Miroslav Kugler, akademski slikar, iz Brežic. Kako in kakšna zgodba okrog tega nisem uspela ugotoviti. Torej, te ostanke, ki so bili najdeni v grobu, torej šlo je za fragmente žare. Žara je danes seveda restaurirana, najdeni so bili odlomki in v njej torej še odlomki neke manjše posode, najverjetneje latvice, s katero so take žare pokrivali. To je vse, kar je ostalo od tega grobišča. Ostale najdbe so izgubljene, oziroma tudi po pričevanjih torej delavcev in ostalih prisotnih, v žari ni bilo drugih najdb. Ponavadi sicer iz takih grobov poznamo pridatke, pokojnikom so dajali, recimo značilne so predmeti predvsem iz brona, igle in drugi posebni predmeti, ampak tukaj torej najdb ni ohranjenih razen te žare in tistih fragmentov še lončenine te latvice, ki je bila v njej. Torej, ti grobovi so bili postavljeni v 2 vrstah, ki sta bili med sabo 8 metrov oddaljeni, med posameznimi grobovi pa so bile vrzeli približno 4 metre. Ali je bilo to grobišče celo izkopano ali ne, danes ne moremo vedeti, ker ne vemo, kakšen del tega grobišča je bil izkopan. Vemo pa, torej, okvirno datacijo, takšne žare so bile v uporabi od 10. do 8. stoletja pred našim štetjem in uporabljali so jih pripadniki družbe, o kateri pravzaprav ne vemo zelo veliko, vsekakor manj, kot bi želeli. V času med 13. in 9. stoletjem pred našim štetjem se namreč na prostor današnje Slovenije, pa ne samo Slovenije, ampak tudi večino srednje in zahodne Evrope, torej se zgodijo neke bistvene spremembe v poselitveni sliki, v naselitveni strukturi in v materialni in duhovni kulturi prebivalstva. To območje je gosteje naseljeno, ljudstva, ki ga pa naseljujejo, prepoznamo predvsem po njihovem drugačnem načinu pokopa kot v prejšnjih obdobjih. To je žgan pokop na planih grobiščih, torej žare in ukopane v grobne jame. Torej, plana grobišča ne več gomile, mislim, kot so bile, ne gomile, kot so sledile, recimo kasneje. Zato arheologi to družbo oziroma imenujemo kultura žadnih grobišč, torej označuje konec pravnosti dobe. Torej, selitve oziroma nastanek te kulture povezujemo z velikimi selitvami, ki so povzročile pomembne spremembe v sredozemskem svetu. To je propad velikega Hititskega kraljestva v Mali Aziji, propad mikenske civilizacije v Grčiji in pomembnih mest, kot so Troja, Biblos in Ugarit. Torej, te selitve smo potekali v 2 valovih. Eno v 13. stoletju pred našim štetjem, drugi val pa v 11. stoletju. Zlasti ta drugi val je najverjetneje vplival na to naselitev našega območja, kajti na prehodu iz 2. tisočletja v 1. tisočletje pred našim štetjem se torej
na tem našem območju pojavljajo ta velika žgalna grobišča z več 100 pokopi tudi, ki jih delimo na tem delu vzhodne Slovenije na 3 kulturne skupine. Ena je torej, ruška kulturna skupina, potem je dobovska, na tem našem območju, pod katero spadajo najdišča Dobova, Obrežje, Žadovinek. Tretja je pa ljubljanska kulturna skupina, ki pa obsega osrednjo Slovenijo in tudi Dolenjsko. In ravno recimo v ljubljanski skupini tudi Novo mesto, najpomembno najdišče, in tam na Kapiteljskih nivah in mestnih nivah v Novem mestu so bile najdene torej ravno take velike žare kot ta. Tako da verjetno ta žara nekako to najdišče je na stičišču Dobovske in te tako imenovane ljubljanske skupine. Nekako kulturno bolj sodi v to drugo po sami velikosti, kajti žare z Dobove so manjše, niso tako velike kot ta. Torej, ta družba je bila že delno razslojena, še vedno pa nekako pridatki pogledamo ni bilo tako bistvenih razlik. Tako da na nek način še vedno egalitarne začenja, pa se že to razslojevanje. Torej, ne glede kaj vemo o njih in kaj ne, v tem drugačnem pogrebnem ritualu, ki se v tem obdobju pojavi, se skriva drugačen pogled na duhovni svet, drugačen pogled na posmrtno življenje. Kakšen točno? Zagotovo se ne moremo trditi, da ljudje nam niso pustili zapisanih virov, nekih sledov, torej zapisov, s katerih bi lahko sklepali, kdo so bili in kaj so razmišljali. Tako da vse, kar vemo, njih vemo pač na podlagi materialnih virov, ki jih najdemo v zemlji. Mogoče še ena taka nova, v bistvu, kako bi rekla, ena pomembna pridobitev v tem trenutku s to vitrino je bilo to, da smo dejansko se odpravili na teren, kajti najdišče je sicer objavljeno, kolikor je pač znano in tudi ta žara je že izrisana bila in objavljena, ni pa nikjer bila natančno zabeležena lokacija tega najdišča. Zato se mi je zelo pomembno, da dokler je še prisotno to izročilo, kje se je kopalo in točno na kateri lokaciji, da se odpravimo na teren. In to sem naredila s pomočjo 2 študentov arheologije, ki so pravila prakso pri nas, ste mi zelo pomagali, zato da vedela na panoju pri terenskem delu. In torej smo imeli srečo. Že kar hitro, potem, ko smo prispeli na Dobe, smo srečali gospoda Franca Kuharja, ki se še dobro spomni teh izkopavanj, oziroma najdbe, ne bom rekla izkopavanj, ker to niso bila izkopavanje, in nas je peljal točno na lokacijo. Sicer gospod je že v letih in je rekel, da ima težave in tako, ampak je se potrudil, da smo ga pregovorili, da nas je peljal skozi gozd na to lokacijo, ki je ne bi nikoli našli po tistem opisu, ki je v literaturi. Tako da to je zdaj super, če se kdo s tem ukvarjal, je lokacija najdišča znana. Zanimivo je, da se še ena grobna jama je ohranjena, se pa tule je. Ena jama se še vidi točno tam na lokaciji. Tako da so potem tudi na teh zemljevidih prikazali, kje to najdišče je. To je mogoče nek doprinos k poznavanju tega grobišča, ki pa je vedno precej skrivnostno nam, oziroma pač vse, kar je ostalo od njega, vidimo v tej vitrini. Jaz bom zaključila tukaj počasi, razen če še koga kaj zanima, lahko vprašam, pa če vem, bomo odgovorila. Boste mogoče še kasneje, ne? Ja, taka, to so sežna. Nam se je včasih zelo težko odločiti, ne? Ker v bistvu se mi zdi, da sploh arheologija zelo temelji na dokazih in si ne želite toliko nekih bolj, kako bi rekla, manj materialnih teorij razvijati, ne? Ker interpretacija je zelo pomembna. Ja. Je prav, da jih je več interpretacij. Se tam, kjer nam zmanjka interpretacije, jo nekdo drug najde. Zato so pa potem Ampak tako, kot je rekla kolegica, v bistvu tudi nekako s takšno, mogoče z enim predmetom lahko odpremo zelo veliko vprašanj
in seveda tudi dodamo poznavanju nekega območja in smo zelo veseli, da je tudi to nekako uspelo en drobec pač več znanj in mogoče se potem še kaj sestavi. Je pa res, da je tudi to dokaz, kako moramo biti še vedno previdni s tem, kar nas čaka pod zemljo, naprimer, ali pa v kakšnih vodah, ki sicer to že oddaljeno, ampak zagotovo naše območje, ki je resnično bogato, še ni raziskano, ne? Imamo še veliko dela in lahko še veliko krat bomo vabili k nam. Dobro, hvala lepa. Zdaj se pa predstavljamo v naše bližnje čase in ker vabim kolegico dr. Ivanko Počkar, da predstavi tudi ta del. Jaz grem na pravo stran, zapravo na desno stran, vašo levo. Namreč Bog nam daj to pravo stran, piše na enem od nagrobnikov na Zgorjskem pokopališču in sem to uporabila, zdaj vaše prava, ne vem, leva, desna, kakorkoli. Med priljubljenejšimi etnološkimi raziskovalnimi temami pa so znotraj šeg življenjskega kroga nedvomno poročne in rojstne šege. Šege ob smrti in mrliške šege, pa tudi med raziskovalci, tako kot med možnimi obiskovalci, ki jih morda prav zaradi tega ni bilo, slovijo kot temačne in manj priljubljene. Najraje bi se jim izognili, ker so povezane z žalostjo in ker je smrt med ljudmi še vedno tabuizirana. Ob tem se premalo zavedamo, da je našim prednikom smrt pomenila del življenja in da so bili tako svojci kot ožja skupnost vse skozi tesno ob umirajočem in umrlem. Stik s pokojnikom jim ni bil tabu. Zaradi temeljito spremenjenega načina življenja pa so umiranje, smrt in ravnanje z umrlim vse do pogreba postali podloženo breme, prepuščena skrb in tudi po zakonskih predpisih naloga inštitucij. Moderna družba težko prenaša umiranje na domu. Naši predniki pa so se mogli od svojih umirajočih drag poslavljati in si odpuščati zelo pogosto na njihovem domu in umrli je vse do pogreba 3 dni ležal v domači hiši. Zato ni čudno, da je tudi danes misel marsikoga, da se vsak zasluži umreti doma. In največja želja težko bolnih oskrbovancev v bolnici in drugod, da bi umrli doma med svojimi. Tudi svojcem je takšno slovo precej utolažbo in je pomemben začetek žalovanja. Prijateljica Jana, ki je pred dnevi umrl mož, mi sporoča: "Goteho mi je, da je umrl doma." Niti sveče, niti rož s sabo nesel, nič ne boš, so dejali. Za človekovo osnovno minljivost, za brezčasni čas, ko telo ne potrebuje ničesar več. Vendar pa so se naši predniki na smrt začeli pripravljati že zarano. Najprej že, ko je nevesta pred prihodom na novi dom mislila tudi na primer smrti v družini. Zabala si je marsikatera poleg ostalega izdelala tudi rjuho za napare ali parno rjuho. Mrliča so napare polagali z glavo ob steni nasproti vrat, tako da je mrtvaški oder segal proti sredini prostora in so kropivci in drugi želujoči lahko z obeh strani odra se postavili ob umrlem. Parna rjuha je prekrivala vzdolžni stranici odra, bila je navadna platnena rjuha, pogosto tudi izvezena ali okrašena z bogatim kvačkanim čipkastim robom, kakršna je prikazana tudi v nocojšnji vitrini. Ženske so mrliške rjuhe nemalokrat zaznamovale z rdečim izvezenim monogramom in so šle iz roda v rod. So jih pa tudi posojali ob smrti sosedov, sorodnikov in prijateljev. Prav tako je bilo v marsikateri bali ali hišnem inventarju še druga mrliška oprema. Prtiček za napare, tudi tukaj rastelo in posodica z blagoslovljeno vodo, par svečnikov s svečama in mrliški križec. Zakropljeni mrliča so odtrgali na vrtu vejico pušpana ali rožmarina, ki so ga nekoč precej bolj gojili, zdaj pa ga še redko kje najdemo zdravega. Danes kropijo s soljo.
V vitrino priložena vejica puštrana je iz naših krajev. Sicer pa so nocojšnji razstavljeni predmeti, kot pristoji Posavskemu muzeju iz Posavja, Štajerski in Kranjski, od Loke pri Zidanem mostu in Šentjanža do Kostanjevica na Krki in Brežic. Nekaj predmetov v zvezi z mrtviškimi šegami je med ljudmi še ohranjenih. Nekaj jih je v muzejskih zbirkah, medtem ko se vedenje o šegah v zvezi s smrtjo izgublja. Ravnanje ob smrti je bilo v preteklosti tesno povezano s katoliško cerkvijo. Domala pri vsaki hiši je bil rožni venec ali več teh, pri nekaterih tudi molitvenik, priprava na smrt ali premišljevanje večnih resnic. Nekateri so imeli tudi mrtviški križec, ki je šel iz roda v rod. V eni od loških družin se je ohranil mrtviški križec iz 19. stoletja. Mrtviška oprema vsaj 3 generacij družin Sikole, Jurman in Perdih iz Račice, Loka pri Zidanem mostu. In to pri Perdihovih, kjer so umrli prevzemnici domače hiše leta 1958 nazadnje dali v roke prav ta mrtviški križec. Tako mi je povedala Marija Perdih iz Račice, ki bi imela danes 107 let, če bi še živela. Pri hiši, je dejala, se za mrtviški križec ni nikoli nobeden potegoval. In da ga je ona prevzela za starši, spravljenega lepo v komodi in da so ga prej vsi uporabljali. To je bila taka navada, so rekli, da bo šel z Jezusom na oni svet. Zdaj je kot predmet naše kulturne dediščine hrani Posavski muzej Brežice, podarila pa ga je pred 10 leti natanko med etnološko raziskavo za prispevek v smrtnih šegah Marija Perdih iz Račice, rojena Jurman leta 1910. Od hiše ga je pospremila z besedami, imeli so ga že moji prastarši, starši mojih staršev. Zdaj pa kje je že to? Je star, ja? Zdaj se to več ne daje, pa vam podarim, če čete. Prav, da ste prišli, ja. Kaj če mi to? Res, da spomin je, ampak ne koristi. Zdaj se to več ne uporablja. Pa ne bo še takole malo. Jaz vam ga podarim. Ni veliko, ampak je starodavna stvar. In spet se zahvaljujem tej gospe, ki mi je tako res iz srca podarila ta križec in je vedela, kam gre in tukaj je. Umrlemu so torej med sklenjene dlani dali rožni venec in mrtviški križec. Tega so obrnili tako, da je Kristus gledal proti družini, ki se je poslavljala od pokojnika in vsem, ki so prišli pokropit na odpustke, so rekli, da so bile vse zamere odpuščene. Preden so krsto zaprli, so križec vzeli in ga shranili. Tako je vedno ostal pri hiši. Verjeli so, da če umrlim ne bi zagotovili ustreznih ritualov ob smrti, ti ne bi mogli oditi na drugi svet. To pa bi pomenilo, da bi za vekomaj ostali v nekem umestnem prostoru, ne živi na mrtvih. Kot taki bi za ljudi pomenili nevarnost, strašili bi jih in bi lahko celo strebili po življenju. Številne šege povezane z umiranjem in smrtjo je upeljalo krščanstvo. Zle vplive so svojci umirajočega odganjali z molitvijo in zakramenti, ohranil pa se tudi spomin na nekatere predkrščanske šege. Do danes se je na primer ohranila navada, da umrlemu zatisnemo oči, kar je bilo apotropejsko oziroma obrambno dejanje. Ljudje so se bali mrtvičevega pogleda, s katerim bi umrli, lahko koga od navzočih potegnil s seboj na drugi svet. Ponekod so mu v roke dali tudi svečo, da bi laže našel pot na oni svet. Mrtvi je na parah ležal z nogami obrnjen proti vratom, tako pa so ga tudi odnesli iz hiše, zato da se ne bi vračal. Po smrti gospodarja ali gospodinje, posebno na podeželju, seveda so šli povedati živini in čebelam. Ustavili so uro, ogledalo so prikrili s črno ruto, da ne bi ujelo duše. Na mrtvaški oder ali mrtvaško posteljo, ki so jo za to priložnost zelo skrbno pripravili, so umrlega položili, kot da bi spal. Misel, da je smrt neke vrste spanec in da je ljubljena oseba umrla spokojne smrti, je žalujočim prinašala to lažbo. Mrtvega čaka prehod,
v katerem so ljudje slutili mnoge nevarnosti za rajnega in za ljudi, ki jih je zapustil. In prav pri šegah ob smrti, ki so na slovenskem podeželju najbolj ohranile svojo prvotno obliko, si strah in slovo podajata roke. Na eni strani srečujemo strah pred mrličem in pred njegovo možno vrnitvijo, ki bi lahko imela zle posledice za domače in okolico, na drugi strani pa veliko spoštovanje do njega, se bo po smrti dobil moč nad živimi, postal bo njihov priprošnik, posrednik med njimi in Bogom. Zato je bilo vse ravnanje ob mrliču in z njim natanko domišljeno po ustaljenih šegah in nepisanih pravilih. Umrlega so še ob koncu 20. stoletja dali na pare. Beseda pare pa izvira iz staro visoko nemške besede dibare, totenbare, kar pomeni nosila, mrtvaški oder ali mrtvaška postelja. Naprošeni sosedje, nikoli domači, so pokojnika umili, uredili, ga oblekli v pražne oblačilo in položili na mrtvaški oder, pokrit z mrviškimi rjuhami ali paravimi rjuhami. Ob vznožju je stala pregrnjena mizica z blagoslovljeno vodo, zakropljene z vejico pušpana ali rožmarina, dva svečnika s prižganima svečama in bogec. Članov oziroma članici Marijine družbe so na parah priložili svetinico. Za vzglavje so umrlemu vedno dali najlepšo blazino, ki jo je nesel s seboj v rok. Hodili so eno drugemu molit, na smrt bolnemu, ga spremljali ob zadnji uri, umili, preoblekli, pripravili na pare in se ob vedenju izmenjavali ob pokojniku. Bil je poslednji čas v odpustke, če za mire niso zgradili še za življenja. Do pogreba, ki je bil šele 3. dan po smrti, so v mrliču ves čas bdeli in se pri tem izmenjavali. Medsebojna pomoč je krepila moč skupnosti in dajala želujočim tolažbo. V današnjem individualiziranem svetu pa je čas od smrti do groba vse krajši in stare mrliške šege so le še etnološko dokumentirani spomin. Žal. Hvala. Dan Počkar, naj povem, da bomo z obema vitrinama tudi gostovali, zato tudi namenoma nismo združevali na en pano, kot recimo v navadi. Namreč žarno grobišče oziroma grobišče iz pozne bronaste dobe bomo predstavljali tudi v Kostanjevici na Krki. Jaz upam, da letos, tam se veste, da se malo težje dogovarja zaradi situacije, ampak verjamem, da jo bomo predstavili tudi še do konca leta, če ne pa takoj v začetku leta, medtem ko pa vitrina, desna vitrina, pa bo gostovala v knjižnici Sevnica in pripravljamo tudi obrazstavni program nekje v prvem tednu novembra, se pravi tam 7., 8. ali 9., to se moramo še uskladiti. Bomo se odpravili tudi na pokopališče Loka pri Zidanem mostu, ki ga je kar temeljito raziskala kolegica Ivanka Počkar, objavila tudi razpravo v njihovem obsežnem zborniku Posavska stoletja, ki je šel že leta 2008, ampak mogoče je tokrat danes, letos, ta priložnost, da se sprehodimo tudi po tistem pokopališču, tako kot verjamem, da so opazili, da smo predstavljali tudi pokopališče Brežice, kot recimo pomemben spomenik v Brežicah in tako kot nekako je sedaj tudi na nek način gibanje, bi lahko rekli, da se tudi pokopališča ne samo v Ljubljani ali po večjih mestih predstavljajo tudi kot neka vrednota v našem prostoru, kot del naše dediščine, tako zaradi umetnostne dediščine, se pravi samih spomenikov in oblikovanja teh, kot tudi zaradi recimo ljudi, ki so tam pokopani in njihovega pomena za našo sodobnost. Tako da s tem je nekako razstava tudi odprta bo pa dokončno šele takrat, ko bom se jaz zahvalila obema avtoricama s šopkom, s skromnim šopkom, oziroma z rožico. Tako da prosim, kar obe skupaj.
Zdaj pa v bistvu je vitrina, v vitrini sta na voljo, avtorici sta tukaj, prosim, oziroma vabim vas k pogledu, potem pa v našo poročno sobo še na manjši prigrizek oziroma na druženje, na kozarček in na nadaljevanje večera. Hvala lepa.